V resoluciji, ki je zdaj sprejeta na vladi in roma v državni zbor, predvidevamo precej sredstev ravno za razvoj, prenos znanja in vnos novih tehnologij na kmetijska gospodarstva. Vem, da moramo vedeti, da je resolucija, ki je zdaj v sprejemanju, da je to nek tak krovni politično-strokovni dokument, kjer vendarle naslavljamo različne politike na področju kmetijstva, podeželja nasploh, in da moramo zdaj v nekaj mesecih že kar dokončati resne sektorske strategije. In v teh sektorskih strategijah bomo zagotovo iskali tudi nove tehnologije, nova orodja. Nenazadnje v Slovenijo prihajajo tudi poleg podnebnih spremembah tudi novi škodljivci, ker bo potrebno z novimi tehnologijami odgovoriti na te zadeve. Torej, nas čaka res pomembno obdobje, ki je pred nami, ne samo za samo kmetijstvo, ampak tudi v teh mesecih, ki prihajajo, torej v prvi polovici leta 2020, resne strateške razprave na posameznem sektorju, kje z novimi tehnologijami lahko v sektorjih napredujemo, poleg seveda vsega ostalega, prenosa znanja, povezovanja in tako naprej. Ampak nove tehnologije so nedvomno naše dejstvo, na kateri bomo morali zlasti na teh kmetijskih gospodarstvih, ki so pomembna za našo samooskrbo, bo treba najti načine, kako jih uvajati. Slovenski regionalni razvojni sklad, popularno rečemo ribniški, bo prihodnje leto objavil vsega skupaj 33 milijonov evrov spodbud, od tega za kmetijstvo zanesljivo 9 milijonov za naložbeni del, izvedbene projekte, ki imajo naložbeno dimenzijo, in pa predfinanciranje. To pa vključuje 7 možnih milijonov, vendar je namenjeno to predfinanciranje tudi drugim, nevladnim in drugim organizacijam, upravičencem. Vprašanje je, koliko bo od tega kmetijstvo črpalo, lahko da 5 od 7 milijonov, skratka vsaj 10 milijonov bo namenjeno kmetijstvu, drugo pa tudi drugim ciljnim skupinam. Naj omenim, da je zelo zanimiva ponudba tudi ugodnega kredita za nakup kmetijskih in gozdnih zemljišč, potem je visoko povpraševanje in tudi s tem nadaljujemo. Preden gre v naložbo, ima sicer zelo jasno idejo, kaj bi rad naredil običajno, vendar bi moral natančno pretehtati, kaj ga pri tem čaka, predvsem pa zelo realno oceniti, kakšni so dejanski potencialni učinki te naložbe. Tukaj delamo dostikrat res zelo velike napake, ker naložbo naredimo, izvedemo zato, ker si jo želimo, v kmetijstvu je to izrazito, da gremo v nakup nekega stroja zato, ker ga nekdo drug ima, ker bi radi dokazali, da tudi mi lahko tako investicijo speljemo, ker bi radi imeli določeno dobro znamko traktorja, čeprav se nam ta naložba ne bo nikoli ekonomsko upravičila. In delamo res velike napake, k temu nas pa na nek način še dodatno spodbujajo razpisi, nepovratna sredstva, ki delajo naložbe po svoje privlačne, cenejše za posamezno fizično osebo, vendar tudi, če odštejemo tisti delež sofinanciranja, tudi preostalo del naložbe, za katerega moramo sami izbrati finančna sredstva, dostikrat ne bomo dobili nikoli povrnjena.